Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Jaz bi nadaljeval tam, kjer je Zvone Černač v bistvu končal. To je pri samem administriranju tega davka oziroma tega zakona. In po javnih podatkih je na GURS-u naročenih okoli 25.000 ljudi, da bodo uredili svoje evidence. Verjetno vsi še niso niti naročeni in seveda to ne samo zaradi tega, ker tega niso naredili v preteklosti, ampak tudi zato, ker so napake v evidencah GURS-a in zaradi tega, ker vsaka napaka dejansko lahko pomeni večje davčno breme. Po javnih podatkih naj bi GURS sedaj zaposlil 60 študentov. Oprostite, vse spoštovanje do študentov, vendar ti študentje morajo imeti seveda znanja o pravnih pojmih, o nepremičninskih pojmih, morajo vedeti, kako deluje evidenca nepremičnin, mora vedeti seveda tudi nekaj o tem zakonu in dolžnosti zavezancev za ta zakon. Zaradi tega jaz pozdravljam na nek način dodatno zaposlitev, vendar to je enostavno prepozno. In ti študentje, če ne bodo imeli odgovore na vsa vprašanja, seveda ne bodo tisti, ki bodo odgovorni za to, da evidence ne delujejo. Naslednje vprašanje se postavlja v zvezi z vprašanjem davčne osnove. In v zvezi s tem, da se na davčno osnovo, ki je posplošena tržna vrednost, to je neka fiktivna vrednost, to je vrednost, ki je določena na podlagi formul, ki ne upošteva dejanskega stanja in na to davčno osnovo ni pritožbe. To pomeni kršenje človekovih pravic. Pravica do pritožbe je ustavna kategorija. In kršenje človekovih pravic in vseh izhodišč in načel katerekoli davčne zakonodaje je pritožba. S tem, ko nam uslužbenci Ministrstva za finance govorijo o tem, da bo to urejeno v zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin. Nikakor s tem ne moramo biti zadovoljni. Zaradi tega, ker tudi v zakonu, v predlogu zakona, ki ga je vlada Alenke Bratušek poslala v Državni zbor, zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, je ogromno predpostavk, ogromno pogojev, da se bo državljan ali državljanka, kateremu bo napačno izračunan davek, sploh lahko pritožil. Pravica do pritožbe pa je absolutna in je ustavna kategorija vsakega. Ta davek, oziroma pobiranje tega davka, vlada Alenke Bratušek ne more spremeniti v navadno inkasantstvo. In še nekaj. Pričakujemo, glede na obsežnost tega zakona in obdavčitve, katera je popolnoma nesmiselna, pričakujemo, da bo poraba papirja za odločbe davčne uprave okoli 30 ton papirja bodo porabili za to. Pričakujemo ogromno število pritožb, zato ker bo neugotovljeno dejansko stanje in bo napačna uporaba materialnega prava. In to je tudi temelj vseh pritožb, ki jih bodo davčni zavezanci pošiljali na DURS. Glede na to, da se ta davčna osnova, se pravi poprečna cena nepremičnin, oziroma posplošena tržna vrednost nepremičnin, že uporablja pri enem zakonu, in to je pri davku, ki obdavčuje vse nepremičnine, ki so vredne več kot 500.000 evrov. In glede na statistiko, da se na tisto odločbo pritoži vsak 10. davčni zavezanec, pričakujemo, da bo DURS zasut z pritožbami, in sicer okoli minimalno 150 do 250.000 pritožb. Navsezadnje bo tukaj šlo za milijonske, več kot milijon odločb bo izdala davčna uprava. Kar z drugimi besedami pomeni, da ta davek in ta zakon ne bo deloval in bo navsezadnje davčna
Gursova administracija zasuta z odločbami in seveda ni namen nobenega zakona zato, da se administrativno oteži delo državljank in državljanov in seveda tudi delo same uprave oziroma državnih organov. Zaradi tega je seveda tudi iz tega zornega kota nesprejemljivo, predvsem pa je nesprejemljivo, da ni možne pritožbe na davčno osnovo. Naslednja zadeva, ki bi jo rad poudaril, je nesmiselnost tako visoke obdavčitve. Nesmiselnost in nedoločenost obdavčitve, ko imamo stopnje 0,75 od vrednosti, ko imamo stopnje 0,5% za nerezidenčna stanovanja in ta zakon, ta davek je povzročil sedaj gibanje ljudi, da spreminjajo svoja bivališča, da prepisujejo ljudi iz enega prebivališča v drugega, zaradi tega, da optimizirajo pač svoj davek. In to noben davek tega ne sme povzročiti. In seveda zaradi tega smo proti tovrstni visoki obdavčitvi in visoki stopnji. In te visoke stopnje prispevajo k temu tudi, da je ta davek popolnoma nesocialen in dejansko zajeda v zasebno lastnino državljank in državljanov. Kar seveda ni možno tudi po ustavi, ne? Predvsem zaradi tega, ker je, če tujko rečem, regresiven. Z drugimi besedami, tisti, ki imajo manj dohodkov, in to je tudi analiza vlade pokazala, analiza Ministrstva za finance, plačajo večji davek, glede na svoj dohodek. In nekateri bodo pač plačali 3-4 mesečne pokojnine za to, da bodo ta davek dejansko plačali. Še posebej, če gledamo najnižje pokojnine in vemo, kakšna je bila v preteklosti, kakšna gradnja stanovanjskih površin v Sloveniji. Tukaj so bile določene posebnosti, predvsem glede na primerjavo z drugimi evropskimi državami, mislim tukaj predvsem zahodnoevropskimi državami. Veliko je bilo samogradnje, veliko je bilo odrekanja in seveda te osebe danes imajo relativno nizke dohodke, zaradi tega jih bo prizadel. Prizadel seveda tudi tako, da bodo ali morali del nepremičnine dati v zastavo občini oziroma državnemu proračunu, kar pomeni, da bodo na dolgi rok te nepremičnine izgubili. Vprašanje pa je, seveda, kako bo država upravljala s temi nepremičninami. Tako da tukaj je ta davek popolnoma zgrešen in v končni fazi dejansko tudi verjetno ne bo toliko finančnega učinka, bo pa dejansko prispevalo do tega, da se bodo nepremičnine prodajale in kupovale, verjetno po zelo nizki ceni. Če bi se to dogajalo daljše obdobje, bi navsezadnje bogatejši pokupili te nepremičnine in na koncu bi bile nepremičnine v rokah peščice ljudi. Vemo, da danes približno več kot 80% ljudi v Sloveniji poseduje stanovanja, v primerjavi z Veliko Britanijo, tam jih poseduje 20% ljudi in imamo tako imenovano landlordstvo. Zaradi teh razlogov in seveda še nekaterih, tudi če govorimo o delovanju lokalnih skupnosti oziroma omejenem delovanju lokalnih skupnosti, ker bo ta zakon določenim občinam oziroma lokalnim skupnosti enostavno odvzel denar za to, da bi lahko delovale, smo v Slovenski demokratski stranki že od začetka nasprotovali takšnim rešitvam. Dali smo tudi številne amandmaje, s katerimi bi vsaj do neke mere lahko to rešili. To je bilo, bom rekel, zavrnjeno strani koalicijskih strank, vse je bilo zavrnjeno strani vlade. In seveda zdaj ni druge rešitve, kot da dejansko da se ta zakon odpravi. In kot sem že včeraj dejal, v vladi Slovenske demokratske stranke bo prvi ukrep odprava tega davka. Zato, ker je krivičen, po našem mnenju tudi neustaven in navsezadnje tudi neizvedljiv.